Potem, ko je končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, je prišel v Kafarnaum. Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili. Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sam sezidal. Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom. Gospod, ne trudi se, nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj in rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride, in svojemu služabniku, stori to in stori. Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel: Povem vam, niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere. In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega. Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: Ne jokaj. Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: Mladenič, rečem ti, vstani. Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti. In Jezus ga je dal njegovi materi. Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: Velik prerok je vstal med nami. In Bog je obiskal svoje ljudstvo. ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in vsej okolici. Janezu so njegovi učenci pripovedovali o vsem tem. Janez pa je poklical k sebi 2 izmed njih ter ju poslal k Gospodu z vprašanjem: Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Ko sta moža prišla k Jezusu, sta rekla: Janez Krstnik nam jo je poslal k tebi z vprašanjem, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Prav tisti čas je Jezus veliko ljudi ozdravil bolezni, nadlog in zlih duhov ter milostno naklonil mnogim slepim, da so videli. Odgovoril jima je: Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko sta Janezova poslanca odšla, je začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje. Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila? Glejte, taki, ki se sijajno oblačijo in razkošno živijo, bivajo v kraljevskih palačah. Kaj ste torej šli gledat? Preroka? Da,
povem vam več kot preroka. Ta je, o katerem je pisano: Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Povem vam, med rojenimi od žena ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega. Vse ljudstvo, ki ga je slišalo, in tudi cestninarji so priznali Božjo pravičnost, kajti dali so se krstiti z Janezovim krstom. Farizeji in učitelji postave pa so se uprli namenu, ki ga je imel Bog z njimi, kajti niso se mu dali krstiti. S kom naj torej primerjam ljudi tega rodu? Komu so podobni? Podobni so otrokom, ki posedajo na trgu in kličejo drug drugemu: piskali smo vam, pa niste plesali, peli smo žalostinko, pa niste jokali. Prišel je namreč Janez Krstnik, ki ne je kruha in ne pije vina, pa pravite, demona ima. Prišel je Sin človekov, ki je in pije, pa pravite, glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. In modrost je bila opravičena po vseh svojih otrocih. Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj je z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sedel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal: Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika in kakšna je. Vedel bi, da je grešnica. In Jezus mu je odgovoril. Simon, nekaj ti moram povedati. On pa mu je rekel: Učitelj, povej. Neki upnik je imel 2 dolžnika. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil? Simon je odgovoril: Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu je rekel. Prav si presodil. In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge. Ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem, ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komur pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel: Odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti: Kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi: Tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru.